Sredi Ljubljane, med vrvežem današnjega časa, stoji spomenik Francu Rozmanu Stanetu. Ime, ki že desetletja pomeni pogum, odpor in vero v svobodo. Umetnika, kipar Janez Pirnat in arhitekt Vladimir Braco Mušič sta ga ustvarila leta 1975, ob 30. obletnici zmage nad fašizmom. Granitne plošče z reliefnimi podobami partizanov in njihovega komandanta, pripete na hladne kovinske nosilce, ohranjajo spomin vklesan v kamen in jeklo. Vsaka plošča pripoveduje svojo zgodbo. Zgodbo o možeh in ženah, ki so se borili za svet vreden življenja. A za tem kamnom se skriva predvsem življenje. Življenje kmečkega sina in izučenega peka, ki je postal simbol boja za svobodo. Franc Rozman Stane se je v ognju španske državljanske vojne prekalil kot borec in oficir. Ko je vojna zajela domovino, Slovenijo, Jugoslavijo, je stopil v gozd. Kot partizan. Bil je tih, odločen, pogumen. Ne po besedah, temveč po dejanjih. Najprej organizator in inštruktor manjših enot. Nato poveljnik bataljona, brigade in kmalu celotne druge grupe odredov ter 4. operativne cone. Po leti 1943 je postal komandant glavnega štaba Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije, najvišjega poveljstva slovenskih partizanskih sil. Užival je zaupanje, spoštovanje in avtoriteto. Pod njegovim vodstvom so partizanske enote postale bolje organizirane, bolje oborožene in samozavestnejše. Zahtevajo nekaj, kar se danes zdi samoumevno. Slovenski jezik pri vojaškem poveljevanju. Toda vojna ne prizanaša nikomur. 7. novembra 1944 na Lokvah pri Črnomlju je eksplozija britanskega minometa končala njegovo pot. Ranjen v trebuh je še isti dan umrl v bolnišnici v Kanižarici. Star komaj 33 let. Na pogrebu v Črnomlju je Josip Vidmar dejal, da bomo skupnimi močmi nadomestili junaka in vojskovodjo. Pozneje pa ga umestili v slovenski panteon med može, ki so postavili temelje narodu. Najprej so ga pokopali v vrtači pri vasi Sredgora v Kočevskem Rogu. Leta 1949 pa so njegove posmrtne ostanke prenesli v grobnico narodnih herojev v Ljubljani. Po smrti je bil razglašen za narodnega heroja Jugoslavije. Po osamosvojitvi so ga nekateri skušali izbrisati iz slovenske zgodovine. A spomin je ostal. Banka Slovenije je izdala spominski kovanec, Pošta Slovenije znamko, Društvo Bela krajina pa je v več krajih zasadilo spominsko brezo z kraja, kjer se je smrtno ponesrečil. Tudi na poti spominov in tovarištva v Ljubljani. Danes njegov spomenik stoji kot tih opomin in kot trajen simbol poguma, svobode in odločnosti, vrednot, ki jih je poosebljal komandant Stane.